Evo, Ja, zdaj pa lahko, ja. ja, Ja, očitno okej. snema. Ja, Zdaj pa snema. Tebi pa nam boš poslala potem pa povezavo, ne? Najbrž, Dobro, najbrž sem upam, tebe da bom dala. znala to shraniti, ker Ne, dobro, se boš samo shranila, ne? v redu. Na koncu. No, zdaj pa tako, v imenu univerze vas še enkrat pozdravljam in našega projekta Znanost za vse, Evropske noči raziskovalcev. Naše današnje srečanje je organizirano kot predogodek samega projekta. Se zahvaljujem gospodu Sorčanu, da se udeležijo tega sestanka in seveda naši Alenki. Smo nekako v razgovoru pred samo izvedbo delavnice, dajmo reči temu sestanku tako, smo se zmenili, da bomo predvsem imeli en sproščen razgovor in s ciljem, da pač povemo, zakaj je poklic raziskovalca lahko zanimiv in seveda, kakšne so možnosti za razvoj kariere in prijavo dodatnih projektov in napredovanje. Gospod Sorčan, vas lepo prosim, da nam poveste, kje in kako lahko napreduje po končanem študiju raziskovalcev in kaj mu vse lahko pomagate. najlepša hvala za besedo, gospa Vesna, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Kot veste, sem nacionalna kontaktna oseba za Marie Sklodowska-Curie Action. To je en poseben program znotraj Obzorja Evropa. Obzorje Evropa je pa največji raziskovalni program v Evropski uniji. In ta Obzorje Evropa je razdeljen na različne segmente in Marie Sklodowska-Curie Action je v stebru odličnosti, se pravi, govorimo o temeljni znanosti in namenjen je razvoju znanstvenih karier. Predvsem je namenjen mladim, ki vstopajo na raziskovalno pot, se pravi, namenjen je za doktorske, za sofinanciranje doktorskih študij in za podoktorski študij, namenjen je pa v enem manjšem delu tudi odraslim, uveljavljenejšim raziskovalcem za mednarodno izmenjavo kadra. Ena od lastnosti tega programa je v tem, da je mednaroden. Se pravi, če želite v okviru tega programa dobiti štipendijo, potem morate iti v tujino, na tujo raziskovalno organizacijo in tam opraviti doktorski ali podoktorski študij. In to je izjemno pomembno za razvoj znanstvene kariere. Namreč podatki kažejo, da raziskovalci, ki so mobilni, se pravi, ki izobražujejo se in raziskujejo v tujini in se potem vračajo domov, so neprimerno boljši, bi lahko rekli, bolj so konkurentni na mednarodnih razpisih, uspešnejši so tudi na domačih projektnih razpisih, tako da za nekoga, ki se odloči, da bo postal raziskovalec, je tako rekoč nujno, da gre v tujino za neko krajšo obdobje in si tam pridobi dodatno potrebno znanje. Prijave na projekte Marie Sklodowska-Curie Action so zelo, bom rekel, težke. Stopnja uspeha je zelo nizka, med 10 in 15% je uspešnih. To pa seveda zato, ker je prijava zelo široka, ni vezana samo na vaše raziskovalno področje, ampak se je nujno potrebno spogledovati z interdisciplinarnostjo in tudi z medsektorskim sodelovanjem, kar je včasih težko,
ker vsi raziskovalci smo na nek način vajeni, da delamo v svoji disciplini. Tukaj je pa potrebno več sodelovanja in pa seveda mednarodno sodelovanje je tukaj pomembno. Pomembno je, katero inštitucijo v tujini si pridobite, zato, da bi bila vaš gostitelj. Ampak kljub temu, da je stopnja uspeha manjša, smo Slovenci relativno zelo uspešni. V zadnjem programu Obzorje 2020 je kar 136 Slovencev, tujcev prišlo v Slovenijo in več kot tam okrog 250 Slovencev je pa šlo v tujino, kar pomeni na leto približno 35, okrog 20 jih je pa vsako leto prišlo v Slovenijo. To so zelo primerljive številke, tako da ti podatki kažejo, da se splača in tudi sam vaš primer Univerze na Primorskem lepo kaže, da ste lahko zelo uspešni. V zadnjih 2 letih ste se začeli aktivno prijavljati in rezultati so tukaj, tako da imate Marie Curie štipendiste, vaši raziskovalci se prijavljajo ven in stvari zelo lepo potekajo. Seveda imamo različne razpise, od doktorskih do podoktorskih. Zneski, ki jih pridobite za štipendijo, so relativno visoki, tako da s temi sredstvi se da izobraževati in raziskovati. Tako da jaz pravzaprav vsem toplo priporočam, da se na takšno štipendijo prijavi. Danes seveda nimamo možnosti, da bi vsak razpis posebej obdelali, ampak mi imamo stalno informativne dneve, pa tudi za individualne kontakte sem seveda vedno na razpolago, če bi kdorkoli želel pridobiti o teh razpisih več informacij, seveda me lahko neposredno kontaktira. Je pa in na koncu bi želel seveda poudariti še enkrat to, da so ti razpisi temeljna znanost. Se pravi, govorimo o razvoju teorije, o razvoju, če hočete, se pravi, namen je pisanje znanstvenih člankov in pa pridobivanje znanja. Znanja zato, da boste potem nekaj postali. Stopnja ambicioznosti je tukaj izjemno velika, se pravi, ne morete se prijaviti na ta razpis, ker vam je všeč znanost, ampak zato, ker želite nekaj iz sebe narediti. Se pravi, morate postati, skratka, vaš cilj mora biti, hočem postati profesor, hočem postati vodilni raziskovalec na tem področju, hočem ustanoviti laboratorij na Primorskem, ki ga zdaj nimamo, hočem postaviti nov predmet, novo katedro, novo smer raziskovanja, skratka, nekaj prebojnega za vas osebno, za univerzo, za Slovenijo in pa za Evropo. Skratka, pokazati morate, zakaj je postavitev recimo laboratorija na Univerzi na Primorskem tako pomembna, ne samo za vas, za univerzo, ampak tudi za Evropo. In to je včasih težko, zato je potrebno zelo dobro sodelovati z inštitucijami, se pravi z vašo gostiteljsko inštitucijo in pa tudi z mentorjem. Zlasti odnos mentorja do raziskovalca se v zadnjem času zelo spreminja. Odnos, zelo pogosto rečem, ne sme biti takšen, kot smo ga v povprečju navajeni pri nam, da ti mentor reče, ja, napiš diplomsko ali pa doktorsko, ko boš pa napisal, pa prines pokazati. Tukaj se ne gre za to, tukaj morata mentor in raziskovalec delati z roko v roki, se dnevno dobivati, na nek način morata biti res kolega v znanstvenem pomenu besede, si pomagati, se med sebojno spodbujati in seveda mentor mora imeti tukaj zelo pomembno usmerjevalno vlogo in seveda tudi inštitucija. Inštitucija je tukaj zelo pomembna,
Največkrat se seveda dogaja tako, da ko pridete na tujo inštitucijo, ste več ali manj prepuščeni sami sebi, v tem primeru temu ni tako, ne. Gospod Sorčan, jaz vas ne slišim. Ti tudi ne, ali? Ne, jaz tudi ne slišim. Gospod Sorčan, vas ne slišimo. Spet se vas ne sliši. Nekaj, najbrž spet morate vklopiti, izklopiti. Ja. Evo, zdaj pa ja. Zdaj pa vas slišim. Je zdaj kaj boljše? Ja, zdaj je v redu. Ja, Se opravičujem. stalno menjavam, ampak, Dobro. ja. Dela na koncu. No, saj, sem, pravzaprav hotel sem končati, z mislijo, da, te štipendije niso namenjene samo raziskovalcem za razvoj njihove raziskovalne kariere, ampak tudi inštitucijam, kamor ta raziskovalec pride. Inštitucije se morajo spreminjati, postati morajo bolj odprte do mladih, jih integrirati v svoje okolje in tudi to je en del prijave, kjer je potrebno napisati, kako bo raziskovalna organizacija integrirala raziskovalca, ki pride, kako mu bo pomagala k razvoju, raziskovalne kariere, katere prednosti inštitucija ima, ki jih bo sedaj prenesla na, raziskovalca in tako naprej. Tako da prijava na te projekte je zelo obsežna, najmanj 3 mesece, recimo za neko podoktorsko štipendijo, je, potrebno. Je pa tako, da se na te razpise lahko prijavite vi v sodelovanju z inštitucijami ali pa inštitucije same. In potem vi preko Euraccesa, gledate, katera doktorska ali podoktorska mesta so odprta in se potem prijavite lahko neposredno tudi na razpis, ki ga raziskovalna organizacija ponudi. Tako da, ne, recimo, če bi se gospa Alenka Baruca, ki je, podoktorska, študentka, kot sem prej razumel, če bi se ona želela prijaviti na štipendijo, bi imela 2 možnosti. Najprej bi lahko pogledala, ali je Evropska komisija razpisala podoktorsko štipendijo, to je ena možnost. Druga možnost je pa, da pogleda preko Euraccesa, ali so raziskovalne organizacije oziroma univerze pridobile projekte za podoktorsko izobraževanje in potem one razpisujejo delovna mesta preko, delovna mesta, ne, ker če ste doktorski ali podoktorski raziskovalec, ste za to obdobje zaposleni in potem oni preko Euraccesa razpisujejo ta, delovna mesta. Tako da možnosti je tukaj, zelo veliko in kot rečeno, za vsa vprašanja, še toliko banalna, me lahko vedno po mailu kontaktirate in sem vam seveda vedno na razpolago za vse informacije in za pomoč in svetovanje. Evo, jaz bi na tej točki končal, če bo pa še kaj, kakšno vprašanje ali pa kaj takega, sem pa seveda tukaj. Hvala lepa zaenkrat. Najlepša hvala, če, sem, samo tako, da, skratka samo ponovim in svetujem našim raziskovalcem, na vas se lahko obrnejo, da jim pomagate pri tolmačenju samega razpisa, da jim poveste, kakšne izkušnje imate oziroma, kdo je bil uspešen in kaj je bilo ključno, to, kaj je pomagalo od interdisciplinarnosti do dobrega sodelovanja z mentorjem, pa tudi do, te prave podpore v sami, inštituciji, gostiteljici, in seveda tudi pri samem napisanju, projektne prijave lahko svetujete, usmerjate, in pomagate. Tako da upam, da boste imeli čim več dela z nami, ne, in z našimi raziskovalci. Da še to ne pozabim, naš prorektor,
profesor Štefko Pravčič se je opravičil, ker danes ima ene žal obveznosti v tujini, ampak nam je zaželel uspešno delavnico in upam, da bo tudi takšna bila. Alenka je veliko raziskovala, lepo sodelujemo tudi pri izvajanju Evropske noči raziskovalcev in ima zelo, zelo zanimive raziskave, no, da jaz ne bi kaj narobe povedala, pa tudi nekaj premalo o takšni zanimivi zadevi. Lepo prosim Alenko, da nam za začetek pove, kaj je bila njena doktorska naloga, ki je mene fascinirala in kako je potem šla naprej njena raziskovalna pot. Hvala, Vesna, za besedo. Mogoče samo za začetek glede raziskovanja. Ko sem se odločila za študij biologije v Ljubljani, nekako pač nisem imela, oziroma nisem niti vedela, kje se bom zaposlila. Potem me je pač čisto naključje iz Štajerske zaneslo na Obalo. In tudi mogoče tukaj apeliram na študente, se pravi, naj vam ne bo nikoli nič težko se lotiti kakršnega koli dela, ker nikoli ne veš, kam te potem pot zapelje. Tako je bilo pri meni, v bistvu sem začela na znanstveno-raziskovalnem središču, ki je bil takrat del Univerze na Primorskem, preko študentskega dela, tako že takrat z oljkami, in potem pa je to šlo kot domine. So se kar odpirala vrata, tako da sem že v bistvu diplomo opravila, tisto na drugi sadni vrsti, to na figi. In ko sem to uspešno zaključila, je izredna profesorica, dr. Donja Bandelj, uspešno bila na razpisu za mlado raziskovalko in me zaposlila. Tako nekako na kratko se je začela ta moja raziskovalna pot, povsem bolj naključno, bi rekla, ne začrtano po nekih mojih željah. No, potem sama doktorsko nalogo pa sem delala z področja oljkarstva, oljk. Zdaj pri nas se večinoma ukvarjamo z genetiko teh mediteranskih sadnih vrst in tako je bilo potem tudi pri oljki, da smo razvijali te genetske markerje. In mogoče še malo bolj zanimiv del naloge ali pa bolj aplikativen in za pridelovalce uporaben, pa je bil tako imenovan starševski test. Zdaj čisto po domače povedano, se pravi, pri nas je najbolj zastopana sorta oljčna istrska belica. Zdaj za oljke se ve, kar se tiče načina oplodnje in opraševanja, da so sorte, ki so samooplodne, torej se oplodijo s pelodom iste sorte, so pa take, ki potrebujejo za uspešno oplodnjo pelod drugih sort. In v bistvu genetika nam omogoča, da čisto kot forenziki naredimo starševski test na nivoju DNA in potem lahko v bistvu ugotovimo, kateri je tisti najboljši donor peloda za neko sorto. In potem, ko sem uspešno končala doktorski študij, se pravi, vpisana sem bila na program bioznanosti, znanstveno področje biotehnologija v Ljubljani, in ko sem zaključila, sem potem se spet lahko naprej zaposlila na Univerzi na Primorskem, na FAMNIT-u. Zdaj pa tudi delaš raziskave, ki so v zvezi z eteričnimi olji. To je pač meni osebno zelo zanimivo. Kaj lahko nekaj poveš več o tem, ker tudi ko smo imeli delavnice za dijake in učence, so bili čisto navdušeni nad tem. Kako čez takšne konkretne primere raziskovalnih rezultatov se lahko tudi zainteresirajo mladi za raziskave. Predvsem pač, ko gre za biologijo, radi vidimo nekaj konkretnega, ne? Tako da prosim te povej, kaj delaš zdaj na tem področju in kako to izgleda konkretno v praksi raziskava, ne? Ok, hvala. Se pravi, jaz sem uspela leta 2019
pridobiti podoktorski projekt, to pa je zdaj tematika druga, aromatične rastline. Zdaj, na tem mestu bi mogoče želela samo povedati, da jaz sem izjemno vesela in ponosna, da nam je uspelo in govorim v množini, ker tega ne doživljam kot samo nek lasten dosežek, ampak je to zagotovo delo naše raziskovalne ali pa rezultat, no, se pravi tudi ta podoktorski projekt naše raziskovalne skupine. Tako kot je že gospod Stojan omenil, ne, da vse teži k interdisciplinarnosti, pa ne samo to, se pravi sam, jaz mislim, da ne zmoreš prav dosti, ne, sploh v naravoslovju, ko smo tudi velikokrat odvisni od narave, od poskusov v naravi, je potrebno zelo dobro sodelovanje tako med sodelavci, kot tudi med oddelki. No, ta tematika torej podoktorskega projekta je laški smilj. Spet to je rastlina, nad katero nas je navdušila torej profesor Dunja Bandelj. Ona veliko zahaja na Korziko in tam se je v bistvu navdušila in nas potem, če tako rečem, okužila vse in navdušila nad to rastlino. Zdaj v kozmetiki je zelo poznana po teh aktivnostih proti staranju, nas pa je vseeno zanimalo malo več. In ker imamo v bistvu, to tudi bi rekla zahvala, no, Univerzi na Primorskem zelo dobro in sodobno opremljen genetski laboratorij, ki nam omogoča v bistvu raziskave najsodobnejše, torej to sekvenciranje naslednje generacije, smo bili uspešni in smo posekvencirali genom smilja in potem tudi transkriptom in to je v bistvu osnova, če sploh želimo odkriti, kakšne so te biološko aktivne spojine, zaradi katerih je torej eterično olje, ki ga pridobivamo z rastlin, in hidrolati tako zelo cenjeno. Mi imamo sodelovati, glede smilja smo začeli z Agrarjo, kmetijsko zadrugo, kjer smo vzpostavili prvi tak, rečemo, kolekcijski nasad, ampak potem z leti se je izkazalo, da ni najbolj primerna lega zaradi premokre zemlje in smo zdaj ta nasad prestavili. Torej imamo izjemno lep nasad, no zdaj verjetno ni časa, da bi jaz z vami kakšne slike delila. Skratka, ta nasad nam služi v bistvu kot vir za razmnoževanje rastlin in za raziskovanje. Zdaj na tem področju veliko sodelujemo tudi z Fakulteto za vede o zdravju, se pravi, oni proučujejo ta bolj zdravstveni vidik, mi pa čisto ta agronomsko-biološki. V tem letu smo uspeli vzpostaviti tudi navezo z raziskovalci iz Korzike, kar pomeni, zdajle ravno analiziramo eno veliko populacijsko študijo, no, se pravi populacije, ki so nam jih oni povzročili v naravi, naravno rastoče rastline. In tako da, ne vem, no, se to raziskovanje zelo lepo dopolnjuje in nadgrajuje. Zdaj, pri teh eteričnih oljih je pač izjemnega pomena z vidika potrošnika ta najbolj sledljivost, ne. Vemo, da veliko ljudi nabira rastline, bodisi kar v naravi, ali pa se niti točno ne ve in je izjemnega pomena potem zaradi same kakovosti in tudi varnosti, ne, in olja in drugih izdelkov, ki jih iz neke rastline potem pridelujemo. Tako da si, kar se tiče smilja, tudi v to smer, torej identifikacije in sledljivosti zelo veliko prizadevamo, no. Ker vemo, da nasadi se zelo širijo, ne. Jaz vem, ko smo se začeli ukvarjati s tem smiljem, mogoče tako anekdota, ko sem iskala, da bi dobili certificirano seme, torej da nekdo zagotavlja, da je to ta vrsta, je na spletnih straneh Bosne in Hercegovine so bili oglasi, ne, smilj umjesto Njemačke, se pravi, da je to bolj donosen posel, kot da greš nekam v tujino delati. To olje namreč dosega od 1000 evrov naprej je liter eteričnega olja tega laškega smilja, ne. Ampak posledično so ljudje zelo izkrčili to rastlino v naravi, predvsem v Bosni in Hercegovini, in seveda zdaj se veliko aktivnosti usmerja ravno v to, da se ohrani te naravno rastoče rastline in se v bistvu več proučuje, kako to rastlino prenesti v neko gojenje in na kak način. Če sem prav razumela, pri tvojih raziskavah si dosegla to, da je interdisciplinarna, ker sodeluješ tudi s Fakulteto vede o zdravju in tudi mednarodna,
ker sodeluješ oziroma sodelujete z Univerzo v Korziki. Zdaj pa čisto tako za nas navadne smrtnike, ki pač ne poznamo dovolj podrobno raziskave z tega področja, za česa se lahko uporabimo olje od smilja, mislim, kje pa pomaga pri zdravju, pri najbrž še čemu drugemu? Ja, no, zdaj smilj je v bistvu tako že v tradicionalni medicini, ne, dosti časa ima neko tradicijo za najrazličnejše stvari, no, torej od dihalnih težav do, kar se tiče prebavil tudi, potem itak za kožo, no, zelo ga cenijo v tej tale linija L'Occitane, oni so tudi pač mnenja, da najboljši in ta pravi smilj je samo s Korzike. Mi smo v bistvu tudi, nas zanima, gre za to, da obstaja več podvrst smilja, ne, se pravi laški smilj je Helichrysum italicum in gre za več različnih podvrst in ker to raste v naravi, ker se to oprašuje in križa med sabo, je izjemna raznolikost med temi rastlinami, tako da tudi kar se tiče tega, če rečem tako, te taksonomske klasifikacije, je še kar veliko odprtega, no, in možnost za nadaljne raziskave. Drugače pa kot rečeno, torej nekako naša želja je ta, da bi se ga še bolj natančno proučilo in da ne bi ostalo samo pri tej vedenju, v kaj so ga nekoč tradicionalno uporabljali, ampak da bi to tudi v bistvu sodelovanju s Fakulteto za vede o zdravju v bistvu potrdili s kliničnimi študijami in tako v bistvu dali mu še večjo vrednost, ne, torej da ni samo za kozmetiko in recimo parfumerijo, ampak da je tudi lahko neka bodočnost za farmacijo ali pa tudi recimo vemo, da imajo smer dietetiko v tej smeri, ne. Raziskave, ki jih zdaj upravljate v zvezi s smiljem, se lahko uporabijo tudi, oziroma ta model raziskav tudi za kakšno drugo rastlino, če se ne motim. Ker ko smo se pogovarjali o možnosti za izvedbo delavnic in novih prijavah, si tudi omenila lavando, ne, ki jo tako imamo vsi radi zaradi specifičnega vonja. Kaj pa v tem primeru se lahko naredi s kakšnimi drugimi rastlinami, ki imajo tudi, ki so že znane, tudi v ljudski medicini, ali boste ta model raziskav uporabili tudi za druge rastline? Ja, jaz mislim, da ja, sicer pri smilju zelo dobro je to, da smo uspeli zdaj tudi pridobiti, bi rekla, primerno opremo za destilacijo, ne, to tudi ni zanemarljivo, se pravi načinov destilacije je veliko, so vodne destilacije, so parne destilacije, tako da mi smo zdaj kar bogatejši za en velik parni kotel, s katerim lahko destiliramo naenkrat približno 7 kilogramov laškega smilja. Zdaj recimo, ko si omenila Vesna lavando, torej sivko, ta je bistveno bogatejša, ne, se pravi vsebuje bistveno več eteričnega olja. Zdaj pri smilju, da imate mogoče občutek iz 7 kilogramov, torej požetega materiala, požanje se grmiček, vse z listi in cvetovi, recimo dobimo tam nekje 10 mililitrov eteričnega olja in 5 litrov tega hidrolata, ne, to je tista vodna faza. Medtem ko pri kakih drugih rastlinah bistveno več, pri drugih pa spet bistveno manj. No in poleg tega večjega kotla, ki nam omogoča pač destilacijo večje količine materiala, imamo pa tak laboratorijski, kjer pa kilogram približno lahko destiliramo, ta bo zdaj tudi na noči raziskovalcev na delavnici, prav tako omogoča parno destilacijo, kar pomeni, da rastlinski material ni v stiku z vodo, da gre samo para skozi. In ta destilator nam pride pa zelo v poštev zato, da lahko, se pravi, posamezen grmiček analiziramo, torej kemijsko analiziramo olje, kemijsko analiziramo hidrolat in potem recimo rečemo, kateri so tisti perspektivni, mi rečemo genotipi ali pa rečemo perspektivna podvrsta, da bi jo potem recimo bolj promovirali in razmnoževali, zato ker vemo, da ima ravno neke dobre te biološko aktivne snovi. Tako da to nam zelo veliko pomeni, no, da imamo zdaj tudi to opremo, ki nam to omogoča. Vsekakor pa bi tudi, ja, kakšne druge rastline, recimo tudi kak šetraj je zanimiv, kraški šetraj, zato se tudi povezujemo s kakimi temi lokalnimi pridelovalci, no, ker
tole se je kar razširilo, se mi zdi, ne, vse več ljudi se ukvarja z gojenjem tako malo bolj ali iz osebnega veselja in tako. No, v vsakem primeru raziskava je izjemno zanimiva in sem prepričana, da se tudi lahko iz tega izvlečejo takšne zanimive ugotovitve, ki so tudi zanimive za znanstveno objavo. Je logično vprašanje po tako obsežnih raziskavah in sodelovanjih tudi znotraj naše univerze, pa tudi z drugimi univerzami v Evropi. Kakšen bo rezultat oziroma kaj načrtujete se objaviti in ali po končani raziskavi nadaljujete prijavo še kakšnega drugega projekta, s katerim boste to delo nadaljevali, ali boste vključili tudi naše ministrstvo in direktorat za znanost in gospoda Sorčana, da vam pomaga pri tem, kakšni so pač načrti za naprej? Ja, zdaj takšni bolj kratkoročni, se pravi, kot sem že omenila, no, zelo si želimo tega sodelovanja s Korziko, tudi zaradi tega, da smo z vidika, kako bi rekla, proučevanja nekega rastlinskega materiala, da je to vse tako lepo v skladu z vsemi pravili, ne, da si ne lastimo mi kar nekih rastlin, ampak da je to res v sodelovanju z državo, v kateri želimo raziskovati, ker to ni zanemarljivo, ne, da ljudje včasih malo poenostavljajo stvari, pa se kar kakšne stvari nabere, pa potem se pravi, ne moreš ti objavljati iz neke države, pa da nimaš tam vzpostavljenega nekega korektnega sodelovanja. Tako da iz tega vidika nam je to izjemnega pomena. Se pravi, tu zaenkrat smo se z njimi lotili, torej s Korzičani, se pravi analize populacij smilja v naravi iz različnih lokacij, torej mi bomo zajeli ta genetski del, medtem ko oni so kemiki in bodo pokrili ta kemijski del analiz, tako da to bo zagotovo v zelo bližnji prihodnosti, po moje, en tak članek. Tudi članki samo z genetiko, ne, vse se teži k interdisciplinarnosti, ne, se pravi, bistveno lažje se članke dobre spiše in objavi, če so interdisciplinarni, ne, torej ne samo genetika, torej ali povezavi z nekimi kliničnimi študijami, v tem primeru v povezavi z kemijskimi študijami. Potem na področju smilja si želimo sodelovati, imamo tudi načrte, ampak mislim, da še zdaj razpis ni bil zunaj, to je bila želja z Hrvati, z kolegi iz Splita, ker tudi vemo, tam pa se smilj v naravi tudi zelo pojavlja, že samo če se peljete ob cestah, je povsod tega smilja. In tam je tudi želja v bistvu neke večje, obsežnejše študije, bi se reklo, jadranskega smilja, no. Oni imajo tudi vzpostavljeno eno zelo veliko kolekcijo smilja, v Splitu, gre za Inštitut za jadranske kulture in melioracijo Krasa, z njimi že vrsto let zelo dobro sodelujemo, tako da tudi z njimi, torej, kar se tiče smilja, drugače pa, kaj nas še čaka? Ja, po moje še potem tudi kaj, da bi nam res uspelo, kako bi rekla, izselekcionirati na podlagi genetike in kemije in kliničnih študij res neko rastlino, ki bi jo lahko recimo potem tudi registrirali kot sorto, ne. To je, jaz sem sicer edina biologinja na našem oddelku, drugače osebno, kako bi rekla, navdušena kmetovalka in globoko v kmetijstvu, tako da zelo lepo sodelujemo, no. Torej mentorica, dr. Dunja in pa kolega Matjaž, ona dva sta pa agronoma, tako da smo že znotraj same raziskovalne skupine interdisciplinarni. Ja. In mogoče še ena stvar, kar nam je tudi želja, se pravi, smilja v Sloveniji naravnih rastiščih ni. Imamo pa herbarijske primerke, shranjene v herbariju v Ljubljani, da je bil in sicer pod Slavnikom, če vam je to področje poznano, proti hrvaški meji, no, tukaj še tam Sočerga in tej kraji. Smo se že odpravili in ga ni videti, ampak se pravi, kaj bi bila ideja te ponovne naselitve, ne, se pravi, da bi se smilj razmnožilo in ponovno
nasadilo na rastišča, kjer je nekoč bil. Zdaj, zakaj ga ni, mi predvidevamo v največji meri zaradi zaraščanja. Ne? V teh krajih se je veliko ukvarjalo z živinorejo nekoč, se pravi, vsi so imeli kakšne živino, ki so jo pasli, tega več ni in ko ni paše, se območje izjemno hitro zaraste nazaj. Ne? Zanimivo. To so tako, tudi smo imeli zdaj ene zanimive lekcije, ki nam bojo pomagale tudi, da lažje razumemo naše okolje. Kako vidiš svojo nadaljno karierno pot? Ne? Zdaj si raziskovalka, si na podoktorskem študiju. Kje pa vidiš svojo prihodnost ali sebe vidiš naprej kot raziskovalko? Ne? Ja, jaz mislim, da je raziskovalna pot ali pa nasplošno biti na univerzi zaposlen ena izjemna priložnost, tudi tako bi rekla življenjska preizkušnja, ker ni vedno vse najbolj enostavno in lahko. Sploh, če se človek odloči, da ima zraven še družino, ne, treba to potem koordinirati. Ja. Vsekakor potem, ko je uspeh, se vse pozabi, ne, in je vse lepo, čeprav pa, kot že rečeno, že recimo samo na poti do doktorata, sploh sicer ne upam, kako bi rekla, pametovati za druge vede, ampak kot sem že rekla, v naravoslovju si res velikokrat odvisen. Ko prideš v laboratorij, nikoli ne more biti vse 100%, bo uspelo, ne bo uspelo, ne, in se mi zdi to en tak zelo osebni trening, da znaš sprejeti tudi, ko ne gre in nekako iti dalje. Ne. Potem se mi tudi zdi izjemno pomembno, kakšen je mentor. Zdaj, tukaj recimo moja mentorica, dr. Dunja Bandelj, bi rekla, da je bila izjemna, kar se tiče vodenja, v smislu, da je znala usmerjati, vedno te je pustila toliko samega, da si sam prišel do rezultata, ne, nikoli niti ni bilo ravno vse servirano na krožnik, se pravi, tisto zdravo spodbujanje in usmerjanje. Potem že tekom doktorskega študija sem imela v bistvu omogočenih ogromno in delavnic, kongresov in mednarodnih in nacionalnih. V bistvu vse skozi sem bila vključena v različne raziskovalne projekte, tudi nacionalne in mednarodne. Vse skozi sem vključena, se pravi, že kar sem začela kot mlada raziskovalka v pedagoško delo, ki mi je tudi izjemno veselje. Je res, da vzame veliko dela in vložka, ampak tako kot sem jaz doživljala, recimo bodisi asistente, profesorje na fakulteti, čisto nekaj drugega je bilo, če vidiš, da sami to delajo, ti govorijo iz lastnih izkušenj, kot če gre za neko golo, bi rekla, teoretično znanje. Ne? Zato pač mi je to nekako kot čast štejem, da imam to možnost, da lahko študentom predajam tudi svoje znanje naprej, ne glede na to, pač, kot že rečeno, koliko časa vzame. No, veliko sem vključena tudi v te PKP projekte, tam smo spet interdisciplinarni, pa vzameš to kot priložnost, da spoznaš in nove, bodisi mentorje z drugih fakultet ali pa univerz in tudi nove študente in gre za nek drugačen pristop dela. Tako da, kar se tega tiče, sem res izjemno hvaležna za vse priložnosti, ki so mi bile dane. In zaenkrat nimam nekih drugih, v bistvu bi rekla, želja, da bi me vleklo kam drugam, me še kar vleče naprej, no, in tako raziskovalno pravim, kot tudi pedagoško. Alenka, najlepša hvala, gospod Sorčan. Mislim, da je naša kolegica en dober primer vsega tega, kaj ste vi omenili, da so neki predpogoji za uspešno raziskovalno pot. Vi pa zelo dobro poznate vse projekte, na katere bi se naša kolegica še lahko prijavila. Imate vi še kakšen dober primer takšne karierne poti in še kaj lahko svetujete še naši kolegici, kje so mogoče še kakšne dodatne priložnosti za prijavo in za nadaljnji razvoj kariere raziskovalcev? Hvala lepa. Upam, da se slišimo. Ja, Ja, fino, hvala. Ja,
Moram reči, da to, kar je kolegica Alenka razložila, je seveda en takšen zelo lep opis raziskovalnega področja, ki je zelo blizu principom, ki jih Marie Skłodowska-Curie seveda neguje. Omenili smo interdisciplinarnost, ta medsektorsko sodelovanje, na nek način aplikacija, se pravi pogledati, zakaj se znanost razvija, zakaj je to lahko pomembno za zaposlovanje, za gospodarski razvoj. Se pravi, vaša razvoj raziskovalne kariere, sodelovanje z drugimi raziskovalnimi univerzami in inštituti, tudi podjetji. Nekako ta ekološka komponenta, ki je zelo pomembna, skrb za trajnostni razvoj, to je ena od zelo pomembnih dimenzij, ki jih pravzaprav zdaj vsi evropski projekti potrebujejo, tako da je potrebno vedno na nek način opisati, zakaj pa ta raziskava lahko pripomore k zeleni Evropi. Je pa morda, tukaj sem imel takoj vprašanje, je pa seveda potrebno imeti v glavi tudi razvoj teorije. Se pravi, gospa je omenjala zlasti to aplikativno naravo, vrednost za različne namene. Je pa potrebno seveda ob tem misliti tudi na razvoj teorije. To je vendarle, Marie Curie razpisi so teoretski, temeljna znanost in vedno je potrebno prispevati v svetovno zakladnico znanja, da tako rečem. Se pravi, potrebno je ugotoviti, se pravi, praktični problem, ki ga imate, je seveda, mislim, da je zelo jasen in se ga da eksplicirati na različne načine. Potrebno je pa seveda pokazati, kje je pa zdaj luknja v znanju. Se pravi, kje je pa tisto, kaj je potrebno še razviti. In tukaj je tisto ključno. Se pravi, vi morate potem reči, teorije pravijo tako, ene tako, druge drugače. Če želim te teorije aplicirati na ta laški smilj, mi vedno nekaj sfali, nikoli ne moramo priti, jaz pa bom zdaj nekako razvila neko novo teorijo, neko kombinacijo interdisciplinarno, in bom poskušala neko praznino, ki je v znanju, zapolniti. In s tem, ko se bo ta praznina zapomnila, bo to znanje uporabno tudi za druge aplikacije. Se pravi, ne samo za laški smilj, ampak mogoče boste poenostavili metodologijo, način klasificiranja. Skratka, ta teoretični del mora biti zelo, ta je ključen, ampak seveda brez tega aplikativnega dela seveda ne gre in tu imate seveda zelo dobro razvito. Pozabil sem poudariti recimo vaše angažiranje za to, da ljudem na tak preprost način razložite vaše sodelovanje pri Evropski noči raziskovalcev. To je nekaj, kar je zelo pomembno. Tako da jaz mislim, da bi bilo treba ta teoretični vidik, ki ga verjamem danes niste izpostavljala, ker pač je drug namen, ampak se mi zdi, da če bi še to, kot smo rekla, luknjo v znanju eksplicirala, pokazala, zakaj je to pomembno, ne samo za Slovenijo, ker je očitno, to smo imeli in delovna mesta, naravljanje, kozmetika, jaz mislim, da to so teme, ki so zelo v redu. Tako da jaz mislim, da na vašem področju, glede na mladost, ki jo vidim na ekranu, seveda, jaz mislim, za postdoc, pravim mladost, 8 let po doktoratu. 8 let po doktoratu ste še eligible, da prijavite postdoktorski projekt in to mislim, da bi bilo za izkoristiti. Se pravi, ugotoviti, katera inštitucija v svetu je tista, kjer lahko pridobite znanje,
ampak in tukaj je zdaj pomembno ne samo znanstveno znanje, ne, ampak tudi drugo znanje, ki ga rabite, ne. Pisanje projektov, ne, omenjali ste, ne, destiliranje, se pravi, čisto neko inženirsko znanje, verjetno nekaj, kar niste nikoli uporabljala, varstvo pri delu, se pravi, neke veščine, ki jih rabite, ne, in seveda stvar postaviti zelo ambiciozno, ne, kaj želite s tem doseči, ne, in jaz mislim, da če izgradite, ne, recimo neko tako mednarodno mrežo, bi lahko potem tudi, ko bi se vrnila, ne, iz Marie Curie podoktorske štipendije, ne, bi lahko Univerza na Primorskem prijavila doktorski študij na to temo, mednarodni doktorski študij, ne, in ti, ne, ta razpis je doktorske mreže, ne, recimo, kjer v sodelovanju 3-4 univerz ali inštitutov po svetu, ne, in tudi industrije, ker industrija je tukaj zelo pomembna, ne, izpeljete doktorski študij, ki je mednarodni, ne, in to je ključno, ne, da grejo potem študenti nekaj časa so na Primorskem, pa grejo, ne vem, na Korziko, Francijo, Nemčijo, na Kitajsko in tako naprej, ne, in to je tisto, a veste, kar potem da res piko na odlično znanost, ne. Tako da se mi zdi, ne, da to, kar smo slišali, jaz mislim, da smo lahko navdušeni, da ste na pravi poti, ne, če lahko kot nacionalna kontaktna točka to rečem, in mislim, da absolutno, ne, Marie Curie podoktorska individualna štipendija je v tem trenutku za vas nekaj, kar je po mojem mnenju, bi rekel, nujno, ne. Nujno je potrebno, nujno je pa seveda težko, ne. Najprej ste omenila družino, a ne, to je za mladega človeka izjemno težko, izjemno stresno in zato so potrebne inštitucije, ki omogočijo, ne, ne, se pravi, najprej Univerza na Primorskem, da vas bo spodbudila, da vam bo našla primernega partnerja, ne. Vaši mentori, starejši, izkušeni, poznajo inštitucije po svetu, poznajo ljudi, ki vam bi lahko bili mentori, in se pravi, da vas spodbudi, da vam na nek način jamči, da ko boste končala podoktorski študij, da se lahko vrnete nazaj na Primorsko. To je zelo pomembno, ne, vračanje nazaj in seveda inštitucija, kamor boste lahko šli, da bo lahko cela družina se na nek način preselila, kar je stresno in je težko in ni enostavno, ampak ne, na nek način Marie Curie Sklodowska štipendije so družinam prijazne, ne, in seveda dobite mobilnostni dodatek, family dodatek, ne, tako da lahko plačujete dodatne stroške, ki nastajajo s tem. Je pa to seveda izziv, tako kot ste prej rekla, delo v laboratoriju je izziv in mislim, da je tudi mobilnost mednarodna izziv, ampak in s tem končujem, ne, ampak če seveda hočete ostati, ne, v raziskovalni sferi, kjer sami vemo, da ni lahko ostati, konkurenca je velika, je seveda izjemno pomembno, da pridobite mednarodni kapital, greste v tujino, in potem ta kapital prenesete nazaj v Slovenijo, ne samo znanstveni kapital, tudi ta kulturni, akademski kapital, ne, poznavanje, recimo podatki, statistika kaže, da ljudje, ki gredo ven, da seveda so enkrat boljši od ljudi, ki nikoli ne gredo ven, ne. Se pravi, samo statistično gledano število soavtorjev z najboljšimi raziskovalci, število objav, dosežki, napredovanje in tako da na nek način je to sestavni del znanstvenega poklica, ki pa je lepa, ne. Lepo je iti v tujino, kjer te razumejo, s čim se ukvarjaš, kjer imajo odgovore na vaše probleme, ne, ki vam dajejo energijo, cel kup idej, tako da jaz mislim, da je to res en tak lep poklic in vam seveda želim veliko tovrstnega uspeha naprej. Pa tudi Univerzi na Primorskem s takimi raziskovalkami, kot je gospa Alenka. Najlepša hvala.
Vesna, te ne slišimo. Evo, se Ja. opravičujem, tudi jaz sem zdaj pozabila vklopiti mikrofon. Najlepša hvala, gospod Sočan, za tako podrobna pojasnila, tudi nasvete naši kolegici. Hvala lepa, da ste se udeležili naše delavnice in da ste nam na tako zanimiv način pač povedali, kakšne so vse možnosti za razvoj kariere raziskovalca na naši univerzi, na tujih univerzah in seveda hvala lepa za možnost, da se naši raziskovalci obrnejo na vas in na Direktorat za znanost ministrstva, seveda za pomoč, za nasvete, pa tudi za mogoče kakšne ustrezne kontakte za področje, na katerem želijo raziskovati in razvijati svojo kariero. Alenki, hvala lepa za tako podrobno predstavitev raziskav, ki jih izvaja in seveda hvala za sodelovanje pri Evropski noči raziskovalcev. Našim študentom, ki so se priključili naši delavnici, želim, da tudi grejo po stopah naše Alenke in seveda upam, da jim bo predstavitev gospoda Sočana, če so jo zamudili, lahko še enkrat pogledajo na naši spletni strani, bo pomagala, da dobijo neke smernice, kje lahko poiščejo zanimive razpise in seveda še enkrat nasvet, da se gospodu Sočanu pač obrnejo na njega za nadaljnje nasvete in usmeritve. Seveda tudi Alenki in našim drugim kolegom lahko se slišijo z njimi, kontaktirajo jih, dobijo nasvete in upam, da se čim več naših diplomatov bo odločilo za karierno pot raziskovalca. Vsem, ki ste se udeležili na naši delavnici, najlepša hvala za udeležbo in še lep dan vsem danes. Nasvidenje. Hvala lepa, nasvidenje. Nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje. Hvala vsem. Hvala vam, da ste se udeležili. Z veseljem. Aha, a veste?